Med predvolilno kampanjo je mednarodno okolje znova močno zaostrilo dogajanje na Bližnjem vzhodu. Po napadih Izraela in ZDA na iranske cilje ter po vračilnih napadih Irana se je konflikt v regiji nevarno zaostril. Razmere so vplivale seveda tudi na civilni letalski promet in varnost v širši regiji, zaradi česar je morala tudi Slovenija organizirati evakuacijo svojih državljanov iz Dubaja in Omana. Kriza je hitro postala seveda tudi del domače politične razprave in opozicija vladi očita počasno organizacijo evakuacije in nejasno komunikacijo. Del političnega prostora pa razpravlja tudi o tem, ali je slovenska diplomacija ob konfliktu med Izraelom, Iranom in ZDA zavzela dovolj uravnoteženo stališče. Nekdanji predsednik vlade in bivši obrambni minister Marjan Šarec, sedaj poslanec v Evropskem parlamentu, je ob razpravah o evakuaciji opozoril, da so odločitve v takšnih razmerah pogosto izbira med slabimi in manj slabimi možnostmi, ne pa med dobrimi in slabimi rešitvami. Doktor Kovačič, kaj menite o vladi, kako se je odzvala, je bila komunikacija primerna in ali so naši državljani prišli dovolj hitro v Slovenijo, kljub očitkom? Ja, odgovorim lahko primerjalno. Če primerjamo hitrost in stroške, s katerimi so naši državljani prišli domov iz Bližnjega vzhoda, z državljani drugih evropskih držav, potem je bila Slovenija tu med najbolj uspešnimi. Bila je izrazito hitra, imela odprte diplomatske kanale. Predstavniki vlade so povedali, da jim je pomagala predvsem Jordanija, s katero je spletla sedanja vlada posebej dobre odnose zaradi priznanja Palestine in v bistvu spodbujanja drugih evropskih držav k temu koraku in k obsodbi izraelskega genocida v Gazi in tudi določenim sankcijam, pa čeprav so relativno simbolne, ne. Tako da aktualna slovenska vlada je tu unovčila svojo načelno politiko v mednarodnih odnosih, tudi pri svojem delovanju v Varnostnem svetu v preteklem letu in je pač države, nekatere arabske države, ki to cenijo, so nam tu priskočile na pomoč. Tako da, če primerjamo hitrost te reševalne akcije, ki so bili deležni naši državljani z drugimi, potem je to uspešna zgodba. Ja, nekako v Sloveniji se tudi seveda odpira vprašanje, kakšna naj bo vloga v države v takšnem mednarodnem okolju, ali predvsem diplomatska, ali pa seveda tudi bolj aktivno v okviru zavezništev in seveda evropske varnostne politike. Varnost je pa tista, ki nas seveda vse zelo zanima in strmimo k temu, da smo varni. In sedaj si bomo samo pogledali še nekaj videov okoli varnosti. Bi pa samo dodala še en komentar, da te intervjuji, se pravi video, ki bo sedaj predvajan, je bil s predstavniki političnih strank posnet pred tem konfliktom. Dejstvo je, da se je situacija v svetu v zadnjih letih zelo spremenila. Tudi v Evropi, v Ukrajini se že 4 leta soočamo z vojno. Tako da mislim, da nam je zdaj vsem jasno, da varnost ni samoumevna. Dejstvo je, da smo članica zveze NATO in dejstvo je, da je to za nas najcenejša oblika varnosti. Tako da jasno je, kakšni so cilji, se pravi, edini zapisan cilj je 3% bruto domačega proizvoda. Mi smo jasno povedali, da to ne bo samo strogo za vojaško opremo, ampak tudi za stvari, kot so infrastruktura, ki je absolutno namenjena dvojni rabi, znanost, kjer lahko tudi za vojsko seveda stvari razvijamo. Civilna zaščita, ki ste jo omenili, je pa ena naša velika prednost. Druge države na tak način tega ne poznajo. Tudi v poplavah smo ugotovili, kakšna dodana vrednost je naša civilna zaščita, tako da tudi tukaj se jim zahvaljujem za vse, kar delajo in seveda bomo tudi to krepili še naprej. Predvsem menimo v skupni listi NSi SLS Fokus, da je potrebno spoštovati zaveze, ki smo jih sami svobodno podpisali. Torej, če je zaveza 2%, 2%, če je zaveza 3%, je treba izpolniti 3%. Verjetno pa bo šlo to tudi znotraj zavezništva NATO, tudi proti 5%, ampak mislim, da je trenutno zaveza okoli 3%.
Zdaj, razvoj zmogljivosti nacionalne obrambe mislim, da je ključnega pomena za varnost države. Vemo, v kakšnih časih živimo, tako da za to pa so absolutno potrebna sredstva. Zdaj, zgolj neko slepo zanašanje na kolektivno obrambo, mislim, da lahko v kritičnih trenutkih državo na koncu postavi pred vprašanje biti ali ne biti. Zdaj, kot sem omenil, mi smo del zavezništva, tukaj skupaj oblikujemo politiko, mislim pa, da je tu predvsem najvažnejša varnost državljanov in Republike Slovenije, tako da kar je potrebno storiti, da to zagotovimo, mislim, da je upravičeno. Kot smo videli, varnost je pomembna, obrambni izdatki prav tako. Dr. Uhan, a bi morala Slovenija hitreje slediti cilju 2% BDP za obrambo, ali je recimo tudi potem pomembneje vlagati v širšo odpornost družbe? Tukaj imam v mislih civilno zaščito, infrastrukturo in pa seveda tudi kibernetsko varnost. Vlada se je tu znašla med recimo tem tnalom in nakovalom, lastnim opredelitvam pred izbruhom teh kriz, tudi v predvolilni pogodbi, ne. Pravzaprav nikoli niso bili omenjeni ti odstotki, ki so zdaj problematizirani. Se pravi, na eni strani slediti svoji načelni politiki in pa realnosti, v kateri je Evropa, tudi Slovenija, pahnjena, ne. Mislim, da se je odzvala razmeroma dobro z razširitvijo definicije pojma varnost, ne. Sociologi znamo zelo dobro napovedati, kaj skupnosti v resnici ogroža. Ko se razgradi pojem skupnosti, in ta se razgradi, ko razpadajo vrednote, ne, to pa so predvsem vrednote srednjega razreda v modernih družbah, potem so te družbe izpostavljene nevarnosti, razkroja družbene anomije. Se pravi, to, da mi ohranimo neko skupino prebivalcev, ne, ki ohrani svoje socialne pozicije in tudi vrednote, je največja varnostna garancija. Zato se mi zdi, ne, da je to prizadevanje za tako imenovano dvojno rabo in pa širjenje pojma varnosti prava usmeritev. Gre za neko, bi rekel, dvojno sprenevedanje, ne, na strani Evropske komisije, NATO, pa tudi posameznih članic, ko vsak želi vsiliti svojo interpretacijo, svoje razumevanje tega denarja, ki pa ga seveda moramo vložiti tudi v svojo varnost. O tem ni nobenega dvoma, ne, samo kaj je varnost, je ključno vprašanje.